Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 142. Takle imamo. Kakšen imamo v Afganistanu? Okupacijske enote nadaljujejo z ofenzivo v pokrajini Helmand. Namere o ničti toleranci do civilnih žrtev so se izkazale za neuresničljive. Prebivalstvo je ujeto med obe vojskujoči se strani. We came here because the Taliban were entering our houses and fighting from there. Then later the Americans were doing the same thing. We couldn't stop either side. Ameriške enote imajo zato sistem kompenzacij za ubite ali ranjene civiliste ter škodo povzročeno na njihovi lastnini. Finančne kompenzacije po besedah poveljnikov vsaj delno lajšajo bolečino in kažejo dobre namene osvoboditeljev. Smernice za nadomestila so naslednje. Smrt otroka ali odraslega je vredna med 1500 in 2500 dolarji. Izguba uda ali druga invalidnost je vredna med 600 in 1500, poškodovano ali uničeno vozilo med 500 in 2500, škoda na poljih med 50 in 250 dolarji. Sistem odškodnin oziroma podkupnin naj bi bil uporaben tudi za zbiranje obveščevalnih podatkov. Ameriška vojska lokalnemu prebivalstvu plačuje za informacije o minah in bombah ter gibanju talibanov. Naslednja novica: Darfur. Najmočnejša uporniška skupina v Darfurju, Gibanje za pravičnost in enakost, je s sudansko vlado sklenila premirje. To je uvod v mirovna pogajanja, ki naj bi prinesla konec konflikta v tej pokrajini. Konflikt med zvezno vlado in arabskimi milicami na eni strani in afriškimi uporniki na drugi je dosedaj terjal vsaj 300 000 žrtev in povzročil beg skoraj 3 milijonov ljudi. Končna mirovna pogajanja bodo potekala v Dohi v Katarju. Mirovni sporazum naj bi bil podpisan do 15. marca tega leta. Sudanski predsednik Al-Bashir je pomilostil vse člane gibanja, ki so obsojeni na smrt zaradi napada v bližini prestolnice leta 2008. V napadu je bilo ubitih več kot 200 ljudi. Tretjina pomiloščenih je že izpuščena. Lani so pogajanja med vlado in uporniki propadla, ker se strani nista uspeli sporazumeti o izmenjavi ujetnikov. Sedaj pa Amerika in njena propaganda. Podobno kot v času pred napadom na Irak, tudi sedaj medijski stroj melje vse pred seboj. Če so takrat Američani verjeli, da je Sadam Husein povezan z Al-Kaido in da je sodeloval v napadih 11. septembra, danes 71% Američanov verjame, da ima Iran jedrsko orožje. Več kot 60% jih zagovarja stališče, da morajo Združene države okrepiti ekonomski in diplomatski pritisk na Iran, da bi ta ustavil svoj jedrski program. 23% anketirancev zagovarja takojšnji napad na državo, 36% napad zagovarja, če druga sredstva ne bodo delovala. Skratka, v takšnem primeru bi 59% podpiralo vojaško akcijo proti Iranu. CNN-ova anketa je bila objavljena le nekaj ur po nastopu vrhovnega vodje ajatole Ali Khameneja, ki je odgovoril na osnutek novega poročila Združenih narodov o tem, da obstaja sum o razvoju jedrskega orožja. Khamenej je svetu ponovno zatrdil, da Iran ne razvija takšnega orožja, še manj pa verjame, da je z njim mogoče reševati meddržavne spore. Še več, pred časom je objavil fatvo, torej versko sodbo, s katero obsoja uporabo jedrskega orožja in jedrsko orožje kot takšno. Sedaj pa patriotske igre. Ali nekaj takega. A ni bil to film? Ja. Navkljub vsem obljubam mirovnika Obame in resetiranju odnosov med Združenimi državami in Rusijo, bo Poljska vseeno dobila sistem Patriot, ki je namenjen prestrezanju taktičnih balističnih raket, vodenih izstrelkov in letal. Meseca aprila se bo na severu Poljske, 50 km od ruske meje, začela gradnja oporišča za raketni sistem in posadko 100 vojakov. Gradnja oporišča je posledica pogodbe med državama iz decembra lani, ki naj bi okrepil poljsko zračno obrambo in zamenjal opuščeni program protiraketnega ščita na Poljskem in Češkem iz časa Busha mlajšega.
Rusija ponavlja opozorila, da bo kot odgovor na postavitev sistema Patriot okrepila pomorsko prisotnost na območju Baltika, torej med Poljsko in Kaliningradom. V tej enklavi bo namestila taktične raketne sisteme Iskander v primeru, da bo kakorkoli ogrožena. Američani bi radi preselili protiraketni ščit na ozemlje Romunije in Bolgarije. V slednji že potekajo pogovori o konkretizaciji sporazuma. Poleg postavitve protiraketnega ščita na bolgarskem ozemlju bi ameriška administracija hotela še nekaj: sabotažo ruskega projekta Južni tok, oziroma natančneje, od Bolgarije bi si želeli iskanje alternativ odvisnosti od ruskega plina. Kaj pa se dogaja z Grčijo? Poglejmo si. Svet finančnih ministrov Evropske unije je Grčiji zagrozil z izgubo kontrole nad davčno in proračunsko politiko, če država ne sprejme zahtevanih varčevalnih ukrepov. Grožnja z izgubo davčne in proračunske suverenosti je utemeljena v delu Lizbonske pogodbe, ki daje Uniji pravico, da posega v fiskalno in socialno politiko države članice, če ima ta proračunski deficit, ki presega zapovedani 3-odstotni prag. Grčija bo tako morala po navodilih Evropske unije poseči v pokojninsko blagajno, javni sektor in trg dela. Drugače povedano, demontirati bo morala socialno državo. V naslednjih 3 letih mora zmanjšati proračunski primanjkljaj iz 12,7% na zapovedane 3%. V okviru napovedanih ukrepov Grčija ne bo imela pravice glasovanja na srečanju ministrov 16. marca. Nemški predstavniki bi državi odvzeli glasovalne pravice o vseh skupnih zadevah Evropske unije, dokler grški deficit ni v okviru dovoljenih vrednosti. Do konca junija mora Grčija odplačati 26 milijard evrov zapadlega dolga. Zdaj pa še nekaj malega o socialnih razlikah. Države naj bi skrbele za dobrobit vseh. Ideološke razlike med različnimi političnimi skupinami dajejo različne poudarke redistribuciji in gonilnim silam družbenega razvoja. Ne glede na benevolentnost retorike je potrebno gledati ideološke podstati, predvsem v luči rezultatov. In rezultati so porazni. Enako kot trdi derivati marksizma se tudi sedanji derivati laissez-faire kapitalizma ne morejo ponašati z učinki, ki bi zadovoljevali hipotezo o družbenem blagostanju. Najnovejše raziskave v Združenih državah so katastrofalne. Od začetka sproščanja svobodne iniciative v sredini 70-ih do danes so se razmerja prihodkov radikalno spremenila. Delo je napram kapitalu oziroma moči znotraj sistema čedalje manj ovrednoteno. Razmerja prihodkov so se drastično spremenila v korist lastnikov in upravljavcev kapitala. Menedžment je v 70-ih zaslužil 25-krat več od delavca, koncem 90-ih 90-krat več, sedaj, če so prištete še vse nagrade in paketi delnic, 500-krat več. Čeprav se je v vsem tem obdobju produktivnost izredno povečala, je realna plača zaposlenih stalno padala. V obdobju 1980 in 2006 je najbogatejši procent ljudi potrojil delež nacionalnih prihodkov po plačilu davkov, medtem ko je spodnjih 90% doživelo padec deleža za 20%. V obdobju 2002 do 2006 se je zgornji procent prebivalstva okoristil s 3/4 ekonomske rasti. Katastrofen, bi človek rekel. In kaj je naprej? Kaj pa je naprej? Še naprej nekaj o sociali, beda. Eden izmed ameriških programov za socialno ogrožene je izdajanje bonov za hrano. Čeprav gre za zvezni program, so za njegovo izvedbo zadolžene posamezne zvezne države. Ker imajo poleg množične nezaposlenosti tudi same ogromne finančne probleme, so se odločile, da državne uslužbence odpustijo, program za dodeljevanje bonov pa prepustijo 3 velikim komercialnim ponudnikom. Eden izmed teh 3 je tudi JP Morgan Chase, ki zagotavlja distribucijo bonov v 26 zveznih državah. Ljudje, ki so potrebovali takšno storitev in klicali na informacije, so presenečeno odkrili, da se klicni center najverjetneje ne nahaja na ozemlju Združenih držav. V resnici je JP Morgan Chase priznal, da sta 2 izmed njegovih klicnih centrov za socialno ogrožene v Bangaloru in Gurgaonu v Indiji.
Ni hotel pa razkriti, kolikšen delež informacijske podpore je preusmerjen v Indijo. Skratka, zvezni socialni programi ustvarjajo delovna mesta. V Indiji namreč. Zaradi ogorčenja ljudi bodo z novimi pogodbami takšne prakse prepovedane. Moramo biti večkrat ogorčeni. Ja? Jaz sem ogorčena. Za konec pa še, imamo takle vprašanja. Prvo vprašanje. Glih pred kratkim je bil Svetovni dan socialne pravičnosti. Zakaj o tem mediji ne poročajo oziroma niso poročali? Drugo vprašanje. Kaj se bo izcimilo iz spora za morsko dno okoli Falklandskih oziroma Maldivskih otokov? In še tretje, zadnje vprašanje za danes. Kdaj bojo nehali težiti z bulmastifi? Vuf! Vuf, točno to. Iz ljubljanskega studia 142, takle imamo. Lepo se mejte. Adijo.